Lep pozdrav. Ljudje, ko imajo fibromialgijo ali pa mialgični encefalomielitis, so v zelo različnih fazah svoje bolezni. Eni še zelo lahko delajo, drugi pa tega ne morejo več. Nekateri ljudje pa občasno lahko delajo, občasno pa ne morejo, a ne. To ni odvisno od vaše dobre volje, a ne, ampak od vašega počutja. In, vi morate poslušati svoje počutje, kako se vi počutite, a zmorete a ne zmorete. Če zmorete, hvala bogu, a ne, super, saj nam daje delo najbrž veselje, pa ne samo zaslužek, a ne, ampak najbrž se počutimo tudi koristni, ko nekaj delamo. Če pa ne morete, če ste prebolni, pa ni varno, če se preveč matrate, če greste preko svojih meja, a ne. Zato je takrat pametno, da greste k zdravniku. Tukaj nastane pa en problem, a ne, zato ker fibromialgija, najprej smo rekli, da sploh ne vejo čisto dobro, kdo od nas ima mialgični encefalomielitis pa kdo ima, fibromialgijo. Že tukaj ne ločijo tega prav dobro. Potem je pa še drug problem, da fibromialgije pol zdravnikov ne pozna dobro, saj jo tudi ne morejo, a ne. Zato ker fibromialgija na splošno ni poznana bolezen, mehanizem bolezni ni poznan, a ne, zato ne vejo zdravniki, na kaj bi se oprli. Poslušajo neke splošne smernice, več kot to pa ne vejo. Nekateri se probajo malo poglabljati v to, drugi pa malo manj. Nimajo veliko časa za te stvari, a ne, zato je zelo veliko odvisno od dobre volje zdravnika, koliko te stvari pozna. Ne poznajo pa tega niti prav dobro komisije. Ne morejo poznati, ker pač bolezen ni še toliko raziskana, ne poznajo mehanizem bolezni. Kaj nam je torej za narediti, a ne? Če imate fibromialgijo ali pa mialgični encefalomielitis, nikar ne pustite, da vam rečejo: saj samo fibra, to ni nič, ne. Zato se ne da bolniške, ne." To ni res, a ne. Za fibromialgijo ste upravičeni ne samo do bolniškega staleža, ampak ste upravičeni tudi do fizioterapije in do drugih pomoči, a ne. Zdaj pri fibromialgiji pa pri mialgičnem encefalomielitisu je toliko dodatnih stvari, ke vas pestijo. Od tega, da vam nagaja črevesje, da vas boli glava, da ste utrujeni, da imate spuščaje, da imate alergijske reakcije, da imate izsušene sluznice, da vas stalno zebe, da nič ne morete, da vas bolijo oči, kakšne boli hrbet, kakšne boli vrat, kakšne boli, ne vem, polno stvari je, ke vas matrajo, na katere vas bolijo rebra, ramena, nekatere boli grlo, nekateri imajo celo težave z zobmi, a ne, in podobne stvari. Imate vi več možnosti, a ne, okrog tega. Prva stvar je, če vas karkoli boli, se uprite točno na tisto, kar vas boli. Pojdite k zdravniku, povejte točno, kaj vas boli. Če on ne ve, kaj to je, potem naj vas pošlje naprej. Naj vas pošlje k specialistu za tisto stvar, ne kar obupati pa reči: "Ne vem, saj zdravnik me noče dati na bolniško." Če vas prvi dan ne želi dati, vi pa ne morete, ampak res ne morete, pojdite naslednji dan nazaj. Povejte, kaj je z vami narobe. Pa če vas še ne želi dati, pa pojdite še tretji dan nazaj, a ne. Če se vi ne počutite, ne zdaj brez veze hoditi, a ne, ampak pojdite, če se vi ne počutite v redu, če vi čutite, da ne zmorete, a ne. Zdaj tako, zdravniki kar predpišejo, a ne, to, bolniško začasno, ne, če vas vidijo, da res niste v redu. Problem pa nastane, kaj pa potem, ko ste vi že preko 30 dni, a ne, pa je potrebna komisija, ne. Jaz nisem pravnik, a ne, ampak te osnovne, zakone pa mislim, da bi vsak od nas mogel poznati, ker, nas na tem lovijo. Oni pravijo, da mi moramo to poznati, da mi moramo to vedeti, ne.
če ne veš, si avtomatsko kriv, a ne, in avtomatično te, naredijo drugače, kot je v skladu s tem, kar bi bilo za vas, najbolj idealno ali pa prav ali pa dobro, a ne. Zato morate te stvari poznati. Se pravi, po 30 dneh gre zadeva na bolniško komisijo. Bolniška komisija lahko presodi, da ste upravičeni ali pa da niste, a ne. Če piše, da ste upravičeni, ampak da vam je potem po 3 tednih, ne vem, recimo bolniška zaključena, morate vi, če se ne strinjate s tem, da boste, ne vem, čez 3 tedne šli v službo, takoj dati ugovor na odločbo, a ne, da odločba ni zaključena, a ne. Če pač tako mislite, a ne, če veste, da ne boste še dobro, da imate tako strašno zadevo, da ne boste dobro čez 3 tedne, na primer, a ne. Če, ugovor, če vi mislite, a ne, da, če pa pride ugovor nazaj negativen, zavrnjen, a ne, potem imate pa še vedno možnost, da vas zdravnik da naprej zahtevek, da ste vi na bolniški, a ne. Zdravniki pravijo: "Ne, jaz ne smem, a ne, jaz ne smem, ker je komisija odločila drugače." Ne sme vas dati za isto bolezen, a ne. Če ste vi prej bili zaradi, ne vem, migren, a ne, vas ne more dati čez en dan zaradi migren. Lahko vas da pa z fibromialgijo, za črevesne težave, za karkoli, za vrat, za hrbtenico, za karkoli vas matra, kjer imate vi v resnici zares težave. Lahko vam tudi napiše napotnico za nekega specialista, a ne, da vam specialist pomaga, pa vam specialist da nadaljnje usmeritve, kako pa kaj. Sploh, če vas res neka stvar boli, je prav, da hodite nazaj. Če en specialist ne zna, pojdite pa k drugemu, a ne, da vam pomaga. Pa k tretjemu, pa četrtemu, ne se pustiti, če vi čutite, da je nekaj narobe, odsloviti, saj ni nič, a ne. Če vi čutite, da vas vrat boli, hodite nazaj, 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 ne, ne odnehati. Zdaj, se pravi, vaš osebni zdravnik vam lahko potem ponovno odpre bolniško, ampak dejstvo pa je, da mora dati to naprej na bolniško komisijo, da vam to potrdi, a ne. Ne more on to sam, če vi spadate pod komisijo, a ne. Seveda, če vam to potem zavrnejo, imate vi še vedno možnost iti v tožbo, a ne. Sploh v tistih primerih, ko recimo vi nimate kritega vmesnega časa. Na primer, vi ste čakali na odločbo, ste bili doma, delodajalec vam, recimo, fino je, če se zmenite, da vam v tem vmesnem času da dopust, a ne, za vsak slučaj, ne. Če bi odločba prišla nazaj negativna. Če pa tega ne morete, imate pa problem, če pride nazaj zavrnjena, a ne. V tem primeru še zmeraj imate možnost iti v zasebno tožbo proti ZZZS-ju oziroma pač proti, tej odločbi, a ne. Tako da, jaz sem vas želela samo spodbuditi, da v primeru, a ne, da vi res potrebujete zdravnika, da ne do nezavesti čakati, a ne, pa se matrati, pa res iti preko vseh svojih meja, če res rabite zdravnika, a ne. To zaradi tega govorim, ker vas mnogo, ko se pogovarjamo, a ne, slišim, ko rečete ali pa mi napišete: "Ne, saj mi ne da, ne bom šel, moram." Delate v službi, pridete domov, potem pa samo še ležite, ker ste tako izčrpani, da ne morete prav čisto nič več. In ko vas potem položi, a ne, čez, ne vem, 3 tedne, en mesec, a ne, potem spet ne morete nič in spet dobite samo za en teden ali pa 2 bolniško in ta agonija se nadaljuje in vaša bolezen se s tem slabša, a ne. Če želite imeti še kaj od življenja, a ne, je treba vseeno se spustiti v ta boj z ZZZS-jem pa a ne, če res čutite, da niste v redu, a ne. Ne govorim za tiste, ki ste še v boljši fazi, pa še zmorete, a ne, pa vam je to veselje in, tudi, vas, fizično ne položi, ker smo res v zelo različnih fazah te bolezni, a ne. Eni res še zmorejo, drugi pa ne, a ne. Pa tudi tako je, tisti z bolečinami,
bolečine pridejo, grejo, se selijo in tako naprej. Ampak tisti, ki imate pa mialgični encefalomielitis, pa ste izčrpani, a ne, do konca izčrpani, ta bolezen gre samo na slabše, če stvari ne ustavljate, a ne, če si ne vzamete vmes dovolj časa za regeneracijo. In ta čas pri nas ni enak kot pri drugih ljudeh. Pri nas je ta čas zelo podaljšan, zelo podaljšan. Tam, ko bi nekdo se že spočil, a ne, po enem tednu, pri nas se ne. Jaz vam želim, da bi si res vzeli čas za regeneracijo, pa da bi res tudi sebe radi imeli, da bi res naredili vse za to, da bi čutili srečo pa veselje, pa da bi bili zmožni osnovne stvari narediti in se imeli radi. Pocrklejte se, fajn se imejte. Se slišimo pa vidimo.